Ne glede na to, ali si navdušen bralec Biblije ali skeptik njene verodostojnosti, bo ta video o knjigi, ki je oblikovala zahodno civilizacijo, spremenil tvoje dojemanje njene verodostojnosti. Torej, zakaj ljudje v 21. stoletju še vedno verujejo Svetemu pismu? Kaj sploh je Sveto pismo? Ali knjiga padla z neba? Ali Bog od nas zahteva, da mu slepo verujemo brez dokazov? Sveto pismo je zbirka zanesljivih zgodovinskih dokumentov, ki so jih napisali očividci v času življenja drugih očividcev in poročajo o nadnaravnih dogodkih povezanih z biblijskimi prerokbami in trdi, da je božjega in nečloveškega izvora. Apostol Peter tako poroča o dogodkih povezanih z Jezusom iz Nazareta. Ko smo vam oznanili moč in prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, nismo sledili vešče izmišljenim bajkam, ampak smo na lastne oči videli njegovo veličastje. Sveto pismo, ki je navdihnjeno od Svetega Duha, obsega 66 različnih del, seveda brez devetorakanoničnih knjig oziroma apokrife. Sveto pismo je bilo napisano na 3 kontinentih, v Afriki, Aziji in v Evropi. In Sveto pismo je bilo napisano v 3 jezikih, v hebrejščini, aramejščini in grščini. Pisalo ga je 40 različnih piscev po navdihu Svetega Duha, ki se med seboj v veliki večini niso poznali in to v razponu 1600 let. Sveto pismo je polno datumov, imen in zgodovinskih dogodkov in več kot 23 000 arheoloških izkopavanj je potrdilo zgodovinsko točnost Svetega pisma. Na primer, ob določenem času so zgodovinarji trdili, da je asirski kralj Sargon izmišljena oseba, zato ker se njegovo ime ni nikjer drugje omenjalo kot le v knjigi preroka Izaija v 20. poglavju. Tam piše tako: v letu, ko je vojskovodja, ki ga je poslal Sargon, asirski kralj, prišel nad Aždod, ga oblegal in zavzel. Nato so arheologi odkrili palačo kralja Sargona v Koršabadu v Iraku. Dogodek, ki ga omenja prerok Izaija v 20. poglavju v 1. vrstici, to je, ko je kralj zavzel filistejsko mesto Aždod, je bil izklesan na zidu palače. Kar je še zanimivo, našli so dele stebra, na katerem je opisana zmaga v Aždodu. Tukaj vidimo, kako arheologija potrjuje zgodovinsko točnost Svetega pisma. In nobeno arheološko izkopavanje ni moglo vreči verodostojnosti Svetega pisma in zgodovinske točnosti. Temveč arheologija je le potrdila, kar beremo danes v Svetem pismu. Predstavljajte si, da pridete na obisk enemu zaporniku, ki je obsojen na 30 let zaporne kazni in ga vprašate: hej, kaj misliš, ali bi bil za rešetkami, če bi 40 očividcev z 3 različnih kontinentov, z različnimi poklici in stopnjami izobrazbe, od kraljev do ribičev in v 3 različnih jezikih pričalo zate, da si nedolžen? Veste, očividci vse spremenijo. Sveto pismo so napisali očividci, oziroma je bilo napisano po poročilu očividcev. Če skočimo v Novo zavezo, vidimo, da je Luka, pisec Evangelija po Luku in apostolskih del, uporabil pričevanje očividcev. Zapisal je takole: Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, nadvse odlični Teofil, vse po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen. V prvi knjigi sem poročal, Teofil, o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je apostolom, ki jih je bil izbral, dal naročila po Svetem duhu. Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Ampak ne samo to, da je bilo napisano po očividcih oziroma po poročilu očividcev. Napisano je bilo v času življenja drugih očividcev. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Pokopan je bil in 3. dan je bil obujen, kakor je v pismih. Prikazal se je Kefu na to 12. Potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati. Od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom. Nazadnje za vsemi pa se je kot negodniku prikazal tudi meni. Jaz sem namreč najmanjši izmed apostolov in nisem vreden, da bi se imenoval apostol, ker sem preganjal Božjo cerkev. V času, ko je bilo napisano prvo pismo Korinčanom, je bilo živih še kakih 300 ljudi, ki so videli ustalega Jezusa Nazarečana.
Sam apostol Pavel je bil očividec ustalega Jezusa. Prej bil preganjalec tistih, ki so verjeli sporočilu, da je Jezus dolgo pričakovani Mesija, odrešenik človeštva. Ko pa je videl obojenega Jezusa, postane oznanjevalec sporočila o večnem življenju, to je evangelija. In zato je čez noč pripravljen zastaviti svoje življenje. Kaj pa govorice, da je bilo Sveto pismo spremenjeno skozi čas? Nekateri trdijo, da so bili Jezusova božja narava in čudeži pozneje dodani evangeliju. No, kakorkoli že, te trditve nimajo nobenega dokaza. Te trditve ljudi bazirajo na dveh argumentih. Argument mnogih prevodov in argument preveč gorečih menihov. Argument mnogih prevodov je posebno priljubljen pri profesorjih. Postavijo na primer 10 ljudi v vrsto in prvi potiho pove nekaj drugemu. In tako dalje do 10. Zadnji na glas pove končno sporočilo in to je drugačno od prvotno povedanega. Vendar tukaj se pojavi težava tega primera. Svetopismo se načeloma prevaja na podlagi izvirnika. Na primer, slovenski standardni prevod Svetega pisma gre nazaj do izvirnih jezikov, do hebrejskega, aramejskega in grškega. To se pravi, spusti vmesnih 8 členov in se naslanja na izvoren jezik sporočila, to je na 1. člen. Profesorji, ki tako argumentirajo netočnost Svetega pisma svojim učencem, lahko prepostavljamo od njih, da so nepoučeni oziroma ignorantski v tej zadevi. To, kar beremo danes v Svetih pismih, je to, kar so prvi kristjani verovali in brali v 1. stoletju našega štetja in ni čisto nič spremenjeno oziroma modificirano. Argument preveč gorečih menihov je baziran na knjigi oziroma na filmu Da Vinčijeva šifra. In ta argument nima nikakršnih dokazov. Ta argument trdi, da so menihi spremenili svetopisemske rokopise, tako da bi dali Jezusu, ki naj bi bil običajen človek, božansko podobo. Ta argument ima nekaj zelo resnih težav, ki ga postavljajo na izmišljotino. Ali veste, kolikšno število rokopisov antičnih del ima? Plato je 7 komadov in prva kopija je datirana 1200 let po originalu. Cezar, Galske vojne, 10 komadov in prva kopija je datirana 1000 let po originalu. Aristotel, 49 komadov in prva kopija je datirana 1400 let po originalu. Homer, Iliada, 643 komadov in prva kopija je datirana 500 let po originalu in točnost prepisov je 95%. Število rokopisov Svetega pisma, pa si poglejmo samo Novo zavezo. Število rokopisov v celoti ali deli Nove zaveze imamo 5600 komadov in prva kopija je datirana manj kot 100 let po originalu z 99,5% natančnostjo prepisov. Zraven tega pa so še številni antični rokopisi, kjer je citirana Nova zaveza in to v sirskem, latinskem in koptskem in aramejskem jeziku. In imamo 19 000 komadov oziroma delov prepisov. Mnogi ljudje verujejo Svetemu pismu tudi zaradi izpolnitve svetopisemskih prerokb. Izmed mnogih že izpolnjenih prerokb naj omenim tole. Odprite si Svetopismo in poglejte 22. psalm, ki je bil napisan okoli 1000 let pred našim štetjem, in Izaija 52. poglavje od 13. vrstice pa naprej do konca poglavja in še Izaija 53. poglavje. To je bilo napisano v 7. stoletju pred našim štetjem. Tukaj v teh prerokbah govori skoraj do potankosti o tem, kaj se je dogajalo okoli leta 30 našega štetja v Jeruzalemu. To je čudovito. Bog napove, kaj bo naredil 1000 let naprej in na to izpolni. Svetopismo je izjemna knjiga. Ali je resnično, kar je bilo napisano? Recimo, če bi apostoli lagali, da je Jezus vstal od mrtvih, ne bi nikoli prostovoljno umrli mučeniške smrti za sporočilo, ki so ga oznanjali. Poglejte si še to. Apostol Peter poda žogico drugim očividcem, ki niso verjeli v Jezusa za časa njegovega zemeljskega življenja in so glasovali za njegovo usmrtitev. Možje Izraelci, poslušajte te besede. Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znamenji, katera je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste. Njega so, prav kakor je Bog hotel in predvideval, izročili vam, vi pa ste ga po rokah krivičnežev pribili na križ in umorili. Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih, saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim. Tega Jezusa je Bog obudil in mi smo vsi temu priče. Bil je povišan na Božjo desnico in od očeta je prijel obljubo Svetega Duha in tega Duha je razlil, kakor vidite in slišite. David ni šel v nebesa in vendar sam pravi, Gospod je rekel mojemu Gospodu, sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov za podnožje tvojih nog. Zagotovo torej naj ve vsa Izraelova hiša, tega Jezusa,
ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija. Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: bratje, kaj naj storimo? Peter jim je odgovoril: spreobrnite se, vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prijeli boste dar Svetega Duha, zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih Bog k sebi poklical Gospod naš Bog. Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami in opominjal in jim govoril: rešite se iz tega pokvarjenega rodu. Tisti, ki so sprijeli njegovo besedo, so se dali krstiti in tega dne se jim je pridružilo približno 3000 ljudi. Kako sodni sistem deluje v današnjem času? Ko nekoga nečesa obtožijo, mora sodnik razsoditi, ali je oseba kriva ali nedolžna. Sodnik sicer ni videl dogodka, zato mora skrbno preučiti dokaze in zaslišati priče oziroma očividce. Na podlagi teh lahko odloči, ali je oseba kriva ali nedolžna. Tako se tudi svetopismo postavlja pod drobnogled, ali verodostojno ali ni. To so razlogi, zakaj milijarde ljudi veruje, kar piše v Svetemu pismu. Ali boš vzel v roke knjigo, ki je oblikovala zahodno civilizacijo in si jo pobliže ogledal? V celoti staro in novo zavezo lahko najdeš v vsaki knjižnici in knjigarni. Lahko pa tudi nas kontaktiraš in poslali ti bomo brezplačen izvod nove zaveze Svetega pisma. Ko pomislite na svetopismo, se spomnite, da je svetopismo zanesljiva zbirka zgodovinskih dokumentov, ki so jih napisali očividci v času življenja drugih očividcev in poročajo o nadnaravnih dogodkih povezanih z biblijskimi prerokbami in trdi, da je Božjega in nečloveškega izvora. Sem Andrej Zelenjak za Center Evangelij danes.